nedelja in danes gremo spet laufat. Kako gremo danes laufat? Enih 10 pravijo. Tako da vreme je pa super, tako da bo vsaj lažje laufat, ker prejšnji teden, kam je brada zmrzne. No, nekaj je sigurno, nisem več v kondiciji, kot sem bil letos poleti, tudi blisne. Še veliko dela bo do aprila. Po poti za mano, definitivno nisem več v kondiciji, ampak definitivno je pa danes lažje laufat, kot pa zadnjič, tako da gre na boljš, če drugega ne pa vreme. 3 seconds. Lap pace 7 minutes 49 seconds per kilometer. Ja, 10 km je za mano. Bilo je naporno, nazaj gredi se mi je pa sicer malo odprlo, zdaj šlo lažje in ja, občutek imam, da se bo dal do aprila spraviti skupaj 21 km. Včeraj sem dobil zelo dobro novico in sicer to, da mi bojo pustili v Ljubljanskem brivcu, da posnamem del mojega vloga, ker pomeni #britje norca. Ja, še to, danes sem bil na otvoritvi razstave Tifonamka v Polhovem Gradcu v muzeju pošte in telekomunikacij. To je razstava, ki so jo v bistvu oblikovali naši študenti oziroma je nastala iz izdelkov naših študentov. Gre pa za povezavo tipografije, fotografije in pa znamk. In če vas slučajno kaj zanese v Polhov Gradec v prihodnjih dneh, lepo vabljeni, da si pogledate to razstavo. Ej, ne morem verjeti, da sem jih s tem avtom prevozil že kar 213 000. Lepa cifra, lepa. Že kar dolg časa nazaj sem kupil od Kitajcev en tale vmesnik oziroma adapterček, ki gre iz USB-C konektorja na USB-A vtičnico. In to sem imel nekaj časa doma, ker sem pač mislil, da bom za eno stvar rabil, pa pol nisem. In pa sem se spomnil, da ima tale Honor 8 tule spodaj tudi USB-C vtičnico, ne? In sedel sem za tole mizo in si rekel, kaj se bi zgodil, če bi jaz na to stvar preklopil mojo tipkovnico. In kar se zgodi, ne, je tako mene malo presenetilo, zaradi tega, ker jaz vem, da pač na Android telefonih tipkovnice delujejo, ne, če jih preklopiš nekako gor, ampak ta tipkovnica ima pod vsako tipko svojo diodo, kar pomeni, da je načeloma pokurka dosti štroma. In jaz nisem vedel, a bo ta stvar sposobna spraviti ven dosti štroma, da bo to laufal. In ko sem preklopil, se je zgodil tole. Ej, ne moš verjeti, zadeva dela in pazi to. Evo, dajmo takole narediti, da se bo videlo. Evo, odlično. Pa dajmo nekaj napisati. Danes je lep dan. Dela. Res stvar res dejansko dela. In pol itak, naslednja stvar, ki sem jo imel pri rok, je bila ta miška. In valjda sem probal pa še miško preklop, ne. To pa pač, ki preklopiš miško, ne, si pač misliš, okej, to pa verjetno ne bo, ne. Ampak ne, glej to. A vidiš, na zaslonu, takole bom dal, da se bo boljš videl, na zaslonu se je pojavil kurzor. In pa lahko označiš besedilo, ga kopiraš, prilepiš kakorkoli, kopiraj, prilepi, desen klik, kakorkoli že, greš na namizje, kaj si treba to takole obrniti, lahko si tle dol Notification Center potegneš, potem lahko greš recimo, ne vem, v aplikacijo, pa si tle zadeve malo poklikaš, ne, takole, scroll, deluje kolešček, brez težav, lučke na miški tudi delajo, celo te stranske tipke delajo, sicer pač ne vem, kako bi jih na tem telefonu predelal oziroma preprogramiral, da bi delale tiste stvari, ki bi jaz hotel, da delajo, ampak, surprise, zadeve delajo. No in pa se jaz tle nisem ustavil, ker imam tam zadnji imam en USB hub in sem najprej v ta USB hub priklopil tipkovnico, pa sem v ta USB hub priklopil miško in potem sem ta USB hub priklopil na telefon. In presenečenje, ker naenkrat je začelo boje delati. Miška dela, tipkovnica dela, vse dela. Ne? Se pravi, bi zdaj teoretično lahko šli tle noter napisati en tweet, ki bi izgledal recimo, ok, zdaj imamo miško, takole. Tole sem natipkal s tipkovnico in miško na mojem Honor 8 telefonu H.
Deluje. V glavnem, blazno zabavna stvar, nisem si mislil, pač vem, da na Android telefonih in miške in tipkovnice delajo in vse pač to preko Bluetootha sploh, tudi preko USB-ja vem, da dela, ampak to, da pa v bistvu oboje preko huba deluje, me pa še bolj preseneten. In zdaj naslednja ideja, ki jo imam, je to, da poskusim dobiti en takšen adapterček, ki mi bo omogočil priklop preko HDMI vhoda. Preko HDMI kabla, da bi pač gor priklopil eno televizijo ali pa en zaslon. Na tole bi pa preko Bluetootha priklopil miško pa tipkovnico in poskusil, kako zadeva deluje tako kot nek računalnik, kot desktop. Ker resnici na ljubo tole ali pa mogoče kakšna tablica bi bila načeloma čist dosti za pisanje kakšnih člankov ali pa malo za po netu brskati ali pa kaj podobnega, ne? In miška pa tipkovnica, pač ni to namenjeno za temu, da boš res legor vse lahko delal, ne? Ampak tako, zadeva funkcionira in ne glede na to, da sem vedel, da to funkcionira, je to ta prvič, ki preklopiš, pa dejansko dela ful veliko presenečenje in ful v redu, zakon. Android je zakon. To je to, kar se tiče 6. vloga, tako kot vedno. Če ti je bilo všeč, klikni like in se naroči, če ti ni bilo všeč, klikni dislike. Ful mi pomagaš, če šeraš tole na družbenih omrežjih in to je to. Se vidimo naslednjič. Čau, čau.